Živijo sem in pozdravljam spet nazaj na mojem kanalu. Danes sem se odločila posneti jutranja oziroma večerna rutina, bom rajši rekla, zaradi tega, ker ponavadi zvečer uporabljam več produktov. Ful časa ste me prosili za ta del oziroma za to rutino, kaj uporabljam na svojem obrazu. Moram reči, da v zadnjem letu je moja koža precej izboljšana. Predvsem v zadnjih parih mesecih bi rekla tam od aprila naprej, recimo, ali pa od sredine aprila naprej, zaradi kozmetičnih izdelkov, ki so namenjeni negi kože oziroma odstranjevanju make-upa in so moji favoriti eni že par let. Po mojem najboljše, da gremo kar v ta del videa, da vam povem, kaj v bistvu uporabljam, kakšna je moja rutina nege kože. Ok, začnem v bistvu, zdaj tako, povedala bom, kako je zvečer, ko si recimo make-up odstranjujem. Začnem v bistvu z Lidlovimi robčki za odstranjevanje make-upa. Tele so od znamke Cien, seveda iz Lidla. Refreshing Facial Wipes za normalno do mešano kožo. Te so v bistvu čisto super, zaradi tega, ker odstranijo make-up, tako bom rekla, na grobo, v smislu, ne da so grobi na koži, ampak ker enostavno odstranijo zadost make-upa, da pač so vsi nadaljni koraki majčkeno olajšani. V glavnem uporabljam te robčke. Zakaj? Zaradi tega, ker so ful enostavni za uporabo, samo vzameš ven enega ali pa dva, na hitro zbrišeš dol in greš na naslednji korak. Če mi zmanjka teh robčkov, načeloma uporabljam vatke in pa tole micelarno vodico od znamke Monoi. Dobite jo na clicktochic.si, oni so mi jo tudi poslali, ampak iskreno dejansko jo tudi uporabljam v svojem življenju. Meni je ful všeč zaradi tega, ker ne zateguje kože pač po tem, ko se posuši. Fajn mi je, ker dejansko dobro zbriše stvari dol in ful diši, tako da ja. Kadar uporabljam kakšne malo bolj trdovratne zadeve na očeh ali pa recimo kadar uporabljam veliko lepila za trepalnice in se včasih prime pol na koži ali pa na trepalnicah, samo s temi dvemi produkti, ki sem rekla, recimo z vatkami pa to micelarno vodico ali pa z make-up robčki, ne morem tega dol dati. Zato takrat uporabljam od Sephore ta dvojni oziroma waterproof eye make-up remover. Tako da je v bistvu na oljni osnovi, kakor vidite, zmeša se ga da na vatko in gre dejansko čist vsaka zadeva, ki je še ostala na mojih očeh dol. Meni je super, ker mi ne iritira oči, imam ful občutljive oči in dejansko ni toliko masten, sovražam mastne zadeve na svojem obrazu, tako da tale mi je super in ga v bistvu kupujem v Sephori v Italiji. Ok, pol pa pridemo na moje najljubše, če lahko temu tako rečem, zadeve za obraz. In sicer vedno, ampak res vedno, kadar imam več make-upa na obrazu, oziroma tudi če nimam, na vsake toliko časa uporabljam na svojem obrazu tole zadevco v kombinaciji s tem gelom za umivanje obraza. Temu še pridemo. Tole je Murad Clarifying Cleanser Blemish Control gel za umivanje obraza. To sem v bistvu jaz dobila, po mojem bo zdaj že ene 2 leti, ali pa ene 3 mogoče celo, pri moji kozmetičarki. Je majčkeno dražja zadeva, trenutno jo pač moram naročati po internetu iz Anglije, zaradi tega, ker so jo pri moji kozmetičarki nehali prodajati, ampak the best zadeva. Presežem, če mi tole ni vsaj malo pomagal pri dodatno hitrejšem zginjanju teh mojih mozolčkov oziroma hiperpigmentacije od aken, pol ne vem res, tole mi je top, spere dol še zadnje ostanke make-upa, kar pač seveda robčki oziroma vatke prej niso. To moram poudariti, upam, da veste, da uporaba robčkov ali pa micelarne vodice oziroma kakršnih koli odstranjevalcev make-upa pač z roko, to ne naredi 100%. Jaz upam, da se tega zavedate, zaradi tega, ker bilo bi vam zelo grozen, če bi ugotovili, koliko je dejansko še make-upa ostalo na vaši koži. In tudi mene je narit vrgel, če lahko temu tako rečem, ko sem prvič uporabila tole zadevo, to je v tem noterlbo, to je pač potovalna torbica oziroma kakorkoli pakiranje za tole napravico. Tole je Clarisonic Mia. Jaz sem jo kupila v Sephori 2 leti nazaj, bi rekla, nekaj tazga.
Uporabljam jo, kot sem rekla, v kombinaciji s tem gelom. Mečkam ga stisnem gor, jo pržgem, tlele ima 2 gumba za normalno do hitrejše, kako bi rekla, vrtenje, oziroma krtačka se niti ne vrti, ampak v bistvu sam vibrira in sproža neke vibracije, ki dodatno globinsko očistijo pore in pa kožo. In hkrati naredijo nežen peeling te ščetine. Imate različne seveda te ščetke, ki jih lahko pač kupite in se menjajo redno, nujno. In kakor sem hotela reči, prvič, ko sem jaz tole uporabila, to je bilo mind blown, dobesedno. Nisem si predstavljala, da dejansko še toliko make-upa ostane gor. Moja krtačka je bila umazana, toliko, da dejansko, ko sem jo na koncu sprala pod vodo, so bile ščetine obarvane s pudrom. Tako da, grozen. Tako da ja, to je moja, kako bi rekla, sveta napravica, ki jo vzamem kamorkoli grem, ker dejansko naredi ful razliko in če jo redno uporabljam, moram reči, da se mi res ful dobro pozna na koži. Če pa je ne uporabljam redno, se pa začnejo delati mozolčki, ki nastanejo zaradi zamašenih por, zaradi make-upa, tako da se vidi v bistvu na moji koži, kdaj jo mogoče kdaj pozabim uporabiti, kdaj jo pa redno uporabljam, tako da ja. Ok, še ena stvar, ki je v bistvu bolj primerna za takrat, kadar grem recimo na kakšno potovanje, pa ne moram veliko stvari s sabo vzeti. Namesto robčkov oziroma micelarne vodice, takale brisačka, ful majhna, da se jo v bistvu takole, zmoči se jo pod vodo, da se jo takole na roko in dejansko lahko make-up samo z vodo dol ubrišete na to brisačko. Vse gre dol, oziroma vse isto gre dol, kakor z robčki za make-up oziroma z micelarno vodico. Jaz ne vem, a je to kakšen poseben material, mislim, da ne, zgleda kot navadna brisačka. Tole konkretno sem dobila na tečaju od Marriota, ko sem bila v Londonu. Imam kupljeno še eno podobno, sam v večji verziji iz Sephore, mislim, da se imenuje Makeup Eraser, nekaj tasga. Ampak ja, definitivno tole so ful dobre brisačke in ful primerne za kakšna potovanja, da ne rabite jemati ful unih robčkov, micelarne vodice, vatk in vsega tega. Sam to, pa tole dvoje gre z mano in je to. Ok, pol pa pridemo v bistvu na, bom rekla temu, različne korake naprej po temu gelu za umivanje obraza. Zdaj, če se mi zdi, da imam dost zamašenih por oziroma da imam dost tako kožo, ki bi rabila mečko in še dodatnega čiščenja, nanesem Sephorino masko za obraz, imenuje se Mud Mask Purifying and Mattifying. Tole naj bi bil dupe za Glam Glow masko, mislim, da je tista bela od Glam Glowa, no nima veze. Tisto sem včasih si kupovala v Sephori, ampak je 60 €. Imela sem reakcijo po tisti maski, vedno sem bila rdeča, to ne bi bilo sicer normalno, ampak kakorkoli. Tale maska mislim, da stane 15 ali 20 €. Občutno cenejša, naredi isti del kakor od Glam Glowa, plus ne iritira moje kože, tako da, če vam jo pokažem od znotri, zgleda takole, siva je, namažete si jo v bistvu na obraz, zdaj lahko si jo namažete čez celoten obraz, jaz jo ponavadi namažem samo na kritične predele, to je ponavadi tukaj čez lica, mogoče okoli nosu, oziroma dam samo na aktivne mozolčke oziroma akne, da ga nekako, da pač pomagajo izsušiti tisti predel. Ok, to je ta maska. Če ne uporabim te maske, oziroma tudi če jo uporabim, jo pol sperem dol in grem naprej. Zdaj pa, od aprila, sredine aprila naprej, uporabljam Facial Radiance Pads. To je od znamke First Aid Beauty, izgledajo takole. In moram reči, da so nekaj najboljšega, kar sem pač probala v zadnjem času za svojo kožo. Jaz ne vem, kaj imajo te od sestavin noter, da dejansko pomagajo toliko, ampak jaz presežem, da je ta produkt v bistvu krivc, če lahko temu tako rečem, za hitrejše bledenje mojih teh pigmentnih madežev od pač ostalih aken. Dejansko sem po pač eno vatko, to so v bistvu vatke, če pač ne poznate, bom pokazala. To so take vatke, ki so namočene v neko zadevo, jaz ne vem, ne spoznam se na sestavine toliko, da bi lahko zdaj pametvala, kje je tiste, ki pač pomaga pri dejanskem celjenju kože hitrej. Ampak, ko sem 2 tedna recimo
vsak dan uporabljala po 1 vatko, zvečer sem samo čez premazala čez kožo, po 2 tednih se je že poznala razlika in pore so bile manjše, koža je bila vidno lepša, lepši sijaj je imela, mislim, mene je šokirala, ker nikoli nisem verjela, da lahko ena taka zadeva naredi tako veliko razliko na moji koži in valjda sem si jih naročila takoj prek interneta, spet iz Anglije, da jih imam na, jaz temu rečem, na lagerju, backup opcijo oziroma ko zmanjka, da ne čakam, da pridejo, ampak sem si jih naročila vnaprej in jih imam v omari pospravljene, ker tlele jih imam zelo malo še noter in bom pač mogla odpreti novo pakingo. Tako da ja, tole so First Aid Beauty Facial Radiance Pads in tudi ni težko, samo premažeš čez mokra vatka, je itak že, ne rabiš se z ničemer ukvarjati, vzameš eno za cel obraz, ki jo uporabiš in vržeš v smeti in to je to. To je Belacne gel, v bistvu niti ni krema, ampak je gel, imenuje se seveda Belacne gel. Zdaj jaz ne vem čisto točno, kire stvari tukaj noter so tiste, ki naj bi pomagale, ampak jaz dam tole gor na aktivno akno oziroma tam, kjer je hiperpigmentacija ostala. Za čez noč to morate paziti, če boste kadarkoli tole šli na recept pač vzeti. Nujno morate paziti, s tem ne smete iti na sonce, plus ob uporabi morate sočasno uporabljati nujno kremo z zaščitnim faktorjem za čez dan, ker ena sestavina tukaj not, ki dejansko pomaga pri hitrejšem celjenju oziroma aktivno akno ful hitrej posuši, da hitrej izgine, hkrati pa pomaga pač hitreje obnavljati kožo, kar pomeni, da vse skupaj hitrej izgine. Tako si jaz predstavljam, no, oziroma pri meni ima tak učinek. Ja, je pa res, da pač tole lahko uporabljate samo zvečer, oziroma ko ni sonca v zunaj. Jaz si ga namažem zvečer oziroma za pač čez noč in moram reči, da mi v enem ali pa 2 dneh dejansko zgine zadeva na obrazu, če imam kadarkoli tako. Tako da tole je meni top. Vmes so gel verzijo ukinili v Sloveniji, sem enkrat vmes uporabljala kremo, ampak mi ni bila tako dobra, tako da hvala Bogu, da so pripeljali gel nazaj, ker je top, vsaj za mojo kožo. Ok, zdaj pa v bistvu pridemo samo še na kreme za obraz. Jaz ful nimam zahtevne, oziroma nimam 3000 zadev za obraz, oziroma za nego kože, zaradi tega, ker sem pristašica tega, da manj stvari, ki daješ gor na kožo, boljše in če so te stvari dobre, je to vse, kar rabiš. Tako da ne uporabljam nobenih tonerjev, tonikov, serumov in podobnih zadev. Mogoče enkrat v prihodnosti, ko se mi bo zazdelo, da moja koža to raba, ampak trenutno ni panike, je čisto v redu tako, kot je. Imam pa v bistvu še dnevne kreme. Prva je iz znamke Murad, iz iste linije, kot sem že prej gel za tuširanje, gel za umivanje obraza omenila. Tole je Skin Perfecting Lotion. To je krema, edina krema za obraz do zdaj, ki mi ne povzroča mazolčkov oziroma ki mi ne maši por, ki me ne dela mastne, ki se hitro upije, ki je dobra podlaga za puder, v glavnem vse v enem in mi je top. Všeč mi je njena tekstura, všeč mi je vonj. Edino, kar mi ni všeč, je spet, da moram to naročati po internetu, da ne moram tega v Sloveniji dobiti, ampak vzamem to za kup, če je dobra krema. Tako da ja, nanesem ali tole. Včasih od nedavnega vzamem tudi Monoj kremico, spet iz Click to Chica, to je iz iste znamke in linije, kakor ta micelarna vodica. Včasih uporabljam tudi to kremo, sicer jo pri nama več kleman uporabljam, kot jaz, ker pač jaz tele 100% zaupam. Ampak tudi tale se je izkazala za super kremo, ful naredi tako mehko pa gladko kožo, kot da bi v bistvu malo zafilala pore, pa tako naredila res tako gladko površino za nanos pudra. In moram reči, da je tudi ful dobra, res kot primer, tako da priporočam tudi to, pa cena je dosti ugodna, pa dobite jo v Sloveniji, tako da kaj čez boljšega. Potem sem si pa letos na novo naročila eno kremo z zaščitnim faktorjem za obraz. Zakaj naročila? Zato, ker spet, jaz ne vem, imam sam jaz take probleme, ampak enostavno zadeve, ki jih jaz rabim za svojo kožo na obrazu, oziroma ki jih jaz želim uporabljati na sebi, ne vem, ne prodajo v Sloveniji. Sem šla v lekarne, sem poklicala vse živo, sem poklicala distributerje v Sloveniji za to, so rekli, da tega ne dostavljajo v Slovenijo, gre za znamko La Roche-Posay, LRP, kakor hočete, vemo vsi, da se v naših lekarnah prodajajo te zadeve,
Ampak točno konkretno te kreme niso imeli in to je seveda Anti-Shine Antelios AC Matte Fluid, v bistvu niti ni krema, ampak je kot neka taka tekočina. A slišite to? To je ful tekoča zadeva. Ima pa dejansko zaščitni faktor 30, ker manj enostavno nisem hotela vzeti. Poznam ene par kremic, ki ne bi bile dobre oziroma primerne za tako kožo, kot imam jaz, ampak so imele zaščitni faktor samo 20, če se ne motim. Sem pač rekla, da ne, da hočem 30 vsaj, tako da sem si naročila to. Zaenkrat se je izkazala za ful dobro, ne maši mi por, dobro se vpije v kožo, ne dela moje kože mastne in edina slaba stvar je, če pride v uč, to prekleto peče. Ampak itak se ni pač namenjena temu, da jo dajemo v oči. To sem bila sam jaz Baxus, pa sem nekako spravila kremo za obraz v oči. Kukorkoli, to je zaenkrat edina krema za obraz z zaščitnim faktorjem, ki jo jaz uporabljam. Morate še nekaj vedeti pri takih kremah oziroma teh kremah za obraz, ki imajo zaščitni faktor, oziroma kjerkoli krema z zaščitnim faktorjem jo je treba nanašati vsaj na dobri 2 uri na dan. Po 2 urah se to popije v kožo oziroma zgine iz kože, tako da jo treba znova in znova nanašati. Ni v redu, če jo samo zjutraj nanesete enkrat, pa mislite, da vas bo cel dan ščitila. Ne. Seveda, če date make-up pol gor, pač ne morate dati pol kreme čez make-up. Probite nekako drugače zaščititi svoj obraz, mogoče s kakšnim klobukom, kapo ali pa pač tem, da ste enostavno v senci. Ampak ja, no, moram reči, da tale krema mi je bila top in definitivno jo bom še naročila, če in ko mi jo zmanjka. In v bistvu je to, no, za ta moj, kako bi rekla, del videa, kjer vam povem, kjer izdelke uporabljam. Bom kar sama v bistvu se malo čestitala pa zaploskala, da mi je ratal v bistvu to hiter, pri 23-24 najdete izdelke, ampak res iskreno izdelke, ki naredijo nekaj dobrega za mojo kožo oziroma ki mi pomagajo k temu, da pač bo moja koža lepa in zdrava dolg časa. Hvala, da ste bili z mano. Naročite se na moj Instagram account Katja Spanka, zaradi tega, ker tam ful veliko objavljam vsak dan, vsaj na storijih in lahko vidite pač, kaj delam čez dan oziroma kaj se mi dogaja v življenju. Ne pozabite se naročiti na moj kanal tukaj na YouTubeu. Klikajte še zvonček zraven, ki kaže, da boste prvi obveščeni o tem, kdaj bo nov video naložen in se vidimo naslednjič. Čau!